Gremo zdaj pogledati tretji del ustnih vprašanj. In sicer najprej vprašanje številka 31, kaj je to potenčna funkcija. Zdaj, potenčna funkcija je vedno oblike x na neko število n. To število n je lahko ali pozitivno ali negativno. Se pravi, večje od nič ali manjše od nič. Pa mogoče kar najboljše, da si najprej pogledamo te osnovne oblike potenčnih funkcij. Lahko imamo x na sodo število, to napišemo x na 2n. To je recimo x na kvadrat, kvadratna funkcija. In vse funkcije te oblike, če so nepremaknjene, imajo to obliko, obliko parabol. Potem je funkcija, potenčna funkcija na liho stopnjo. To je recimo kubična funkcija. Te funkcije vedno izgledajo tako. Takole in takole. To je recimo tudi x na 3. Kubična. Potem pa lahko imamo na negativni eksponent. Negativno je lahko sodo število, se pravi x na minus 2, recimo x na minus 2, x na minus 4, x na minus 6. Te funkcije so vse te oblike. Tako oboje vzgoraj. No, potem je pa še ena, to je pa funkcija x na minus 2n plus 1, se pravi na liho negativno stopnjo. Ta je pa takole, pa takole. To so zdaj te osnovne oblike. In zdaj, če moramo narisati funkcijo x na minus 1, se pravi potenčno, ko je n minus 1, lahko si seveda pomagamo s tabelico. Tabeliramo x minus 2, minus 1, nič, 1, 2 in zračunamo, koliko je x na minus 1. Na minus 1 vemo, da je to 1 za x. Torej to 1 olomljeno z minus 2, to je minus 1 polovica. Potem je 1 olomljeno z minus 1, to je minus 1. Potem je 1 deljeno z nič, ta je nedefinirana, ne obstaja. 1 deljeno z 1 je 1 in 1 deljeno z 2 je 1 polovica. Poglejmo, kako bi to zdaj izgledalo. Se pravi, narišemo koordinatni sistem, osi x, y, nič, 1 enoto in 1 enoto. In zdaj gremo. Pri minus 2 je vrednost minus 1 polovica. Prav pri minus 2 je vrednost minus 1 polovica, to je nekje tukaj. Pri minus 1 je vrednost minus 1, bolj dol. Zdaj, če bi dali recimo še pri eni polovici, je 1 polovica na minus 1 obratna vrednost, se pravi, če bi bila minus 1 polovica, bi bilo potem to minus 2. Ta os y je pa asimptota. Tako. Itak vemo, da mora biti v tej obliki. In zdaj vidimo zopet, pri 1 je 1, pri eni polovici bi bila 2, pri 2 je pa 1 polovica in gre zopet tako stran. Tako. Potem imamo pa recimo še x na minus 3, oziroma x na minus 3 je isto obliko, x na minus 3 samo, da bo malenkost bolj strmo. Kaj pa, če imamo x na minus 2? Ja, x na minus 2 bo pa te oblike, tukaj. Isto. Se pravi, zakaj? Pri 1 bo vrednost 1 deljeno z 1 na kvadrat je 1. Pri 2 bo vrednost 1 olomljeno z 2 na kvadrat, to je 1/4, se pravi, smo malo bolj dol. Tako, ampak ista oblika. Posebej pa moramo še opisati funkcijo x na 3, to je tale. Kaj velja za to funkcijo? Je neomejena, navzgor in navzdol. Za njo velja, da je liha. Kaj pomeni, da je liha? Liha funkcija pomeni, da lahko to točko prezrcalimo čez koordinatno izhodišče, pa dobimo nazaj funkcijo. Se pravi, ta funkcija je liha. Recimo tale je pa soda, ker jo lahko prezrcalimo čez y os. Pa ta je tudi soda. Ta je pa
ponovno liha, ker jo zopet lahko prezrcalimo čez koordinatno izhodišče. Kaj še vemo o funkciji x na 3? Funkcija x na 3 je tudi naraščajoča, neomejena, ničlo ima pri nič in recimo to je to. Pa bomo zapisali še lastnosti funkcije x na 3. Zdaj x na 3 vemo, da je potenčna funkcija, da gre takole, ne? X na 3. Pa kar začnemo lastnosti. Najprej določimo definicijsko območje. Kje je definirana? Za x lahko vstavimo karkoli, zato je definicijsko vsa realna števila. Kaj je zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti so tudi vsa realna števila, karkoli je lahko. Kje so ničle? Ničla je pri nič. Kje je začetna vrednost? Začetna vrednost je tudi pri nič. Se pravi, začetna vrednost je pa y, to je v bistvu f od nič in je nič na 3 je še vedno nič. Potem vemo, da ta funkcija narašča. Je neomejena, ker se nikjer ne konča. In recimo 7. točka lahko rečemo še, da je liha. Liha je zato, ker je f od minus x isto kot minus f od x. Poglejmo, kaj to pomeni. Če za x vstavimo minus x, pa damo to na 3, je minus na 3 minus x na 3 in to je ravno minus prvotna funkcija. Vidi se pa na skici to tako, da pač lahko prezrcalimo čez koordinatno izhodišče in dobimo nazaj funkcijo. Dajmo še pogledati lastnosti funkcije. Lastnosti funkcije x kvadrat recimo, ali pa x na minus 2. Dajmo še x na minus 2. Kaj pa za njo velja? Se pravi, x na minus 2 je takole. In zopet gremo. Kaj je definicijsko območje? Je definirano povsod razen pri nič. Pri nič vidimo, da nikjer ne seže. Nič je v bistvu asimptota. Zato rečemo realna števila brez nič. Kaj je zaloga vrednosti? Je samo pozitivna števila. Lahko rečemo, da so takšni y, za katere velja, da so večji od nič. Potem, kaj je ničla? Se pravi, ničel nima. Ničel ni. Imamo pa pol. Pol je navpična asimptota. Pol je pri x je nič. Začetna vrednost jo ne moramo določiti. Vidimo pa, da če je x manjši od nič, funkcija gre gor, torej narašča. Če pa x večji od nič, pa funkcija pada. Se peljemo s sankami navzdol. A je omejena? Omejena je in sicer je omejena navzdol. S čim je omejena? Z nič je omejena. Se pravi, funkcija je navzdol omejena. Ker nikjer ne gre pod nič. Ali je liha ali soda? Je pa soda. Soda zato, ker je f od x isto kot f od minus x in soda zato, ker je simetrična na os y. Gremo k naslednjemu. Eksponentna enačba. No, eksponentne enačbe so tiste, ki imajo neznanko v eksponentu. Recimo 2 na x plus 2 na x plus 1 je enako 16, recimo, ne? Zdaj, kako se pravi, eksponentna enačba pomeni, da imajo neznanko v eksponentu. Kako se takšne enačbe eksponentna funkcija je oblike a na x. Naš x je v eksponentu. Zdaj, ta a
ta a je lahko pozitiven, še več, lahko je večji od 1, to je prva možnost, druga možnost pa je, da je ta a manjši od 1. Nikakor pa ne more biti negativen, ta a more biti pozitiven. Zdaj, če je a večji od 1, poglejmo, kako bo potem graf izgledal. Imamo se x2 minus 2 minus 1, nič, 1, 2. Pa naj bo recimo funkcija 2 na x. 2 na minus 2 je 1, ulovljeno z 2 na kvadrat je 1/4. 2 na minus 1 je 1 polovica. Kaj pa 2 na nič? To je 1, 2 na 1 je 2 in 2 na 2 je 4. Pa kar poglejmo, kakšno obliko dobimo. Se pravi, pri minus 2 je nekaj majhnega. Pri minus 1 je že 1 polovička, pri nič je 1, pri 1 je 2 in pri 2 je 4. Torej, eksponentna enačba, če je a večji od 1, gre takole gor. To je a večji od 1. Kaj pa se zgodi, če je a manjši od 1? To bi bilo potem recimo 1 polovica na x. Kar bi pa lahko napisali kot 2 na minus 1 na x. Kar je isto kot 2 na minus x. Pa če bi zopet vzeli minus 2, minus 1, nič, 1, 2, vidimo, da bo pri minus 2 to v bistvu 2 na 2. In bo to 4. 2 na minus 1 bo v bistvu 2 na minus minus 1 je 2 na 1 je 2. 2 na nič bo 1, 2 na minus 1 je 1 polovica in 1/4. Kaj dobimo? Dobimo funkcijo, ki je glih kontraobrnjena. Se pravi, pri minus 2 je vrednost 4. Pri 1 je vrednost 1 polovica. Pri nič je pri 1 je 1 polovica, pri 2 je 1/4, pri nič je 1. Se pravi, da bi funkcija šla potem takole, da bi iz te strani, tako. In se temu približuje. To pa velja, če je a manjši od 1. Če rabimo napisati še lastnosti eksponentne funkcije, in sicer zapišemo lastnosti za primer, ko je a večji od 1, se pravi od te modre funkcije gor. Kaj velja za to modro funkcijo? Prvič, kaj je definicijsko območje? Definicijsko lahko stavimo karkoli, so vsa realna števila. Kaj je zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti samo pozitivna števila. Se pravi, lahko rečemo, da so sami takšni y, za katere velja, da so večji od nič. Prav pozitivna realna števila. Tretjič, a imamo kakšno ničlo? Ničel nima. Ma pa pol, oziroma ima vodoravno asimptoto. Namreč ta vodoravna x-os asimptota je kar x-os, ker x-osi se funkcija približuje. Potem lahko povemo, da funkcija je ves čas naraščajoča. Ni niti soda, niti liha in je navzdol omejena. Vse to so lastnosti eksponentne funkcije. Kaj pa je zdaj eksponentna enačba? Eksponentna enačba je pa enačba oblike a na x je nek b. Eksponentna enačba, torej a na x je enako b. Recimo, če imamo 3 na x plus 1 je 27. Mi takoj vemo, kako jih rešujemo eksponentne enačbe, tako da damo na isto osnovo. 3 na 3, pardon. Se pravi, 27 je 3 krat 3 krat 3, to je 3 na 3, kar pomeni, da potem lahko zapišemo, da je x plus 1 enako 3 in x je enako 3 minus 1, to je 2. V eksponentni enačbi, se pravi, rešujemo jo tako, da damo na isto osnovo.
Ko imamo pa naenkrat istih osnovah, lahko rešimo. Če ni iste osnove, če imamo recimo, da ne moramo nikakor dati, recimo, da imamo 3 na x je 7, potem si pa pomagamo z logaritemsko enačbo. Namreč, če je 3 na x 7, potem je x enako logaritem 7 z osnovo 3, kar pa damo lahko na isto osnovo, desetiško, logaritem 7 deljeno z logaritem 3, to vtipkamo v kalkulator in dobimo rezultat. Zdaj pa logaritemska funkcija. Kaj je sploh logaritemska funkcija? Dejansko je inverzna funkcija od eksponentne funkcije. Če smo rekli za eksponentno funkcijo, kadar je a večji od 1, da je eksponentna funkcija tole, če bi zdaj naredili simetralo lihih kvadrantov in bi to funkcijo prezrcalili na drugo stran, prav bi se ta točka dala v tole, bi bila takole potem asimptota, takole, je pa to zdaj logaritem s funkcijo. Se pravi, logaritemska funkcija je inverzna funkcija od eksponentne funkcije. Inverzna pomeni, da zamenjamo x pa y. Če je eksponentna y a na x, pa mi x pa y zamenjamo, pa zdaj iz tega ven y izražimo. Kako bomo y dobili? Y je logaritem x z osnovo a, dobimo logaritemsko funkcijo. Kakšne so lastnosti logaritemske funkcije? To modro zdaj gledamo. Ja, če je a večje od nič, je funkcija naraščajoča, ima ničlo pri 1, x je nič, je vodoravna asimptota, ni navzdol omejena, ni navzgor omejena, ni liha, ni soda. To je to. Gremo naprej, k 35. Narišite graf funkcije sinus x. Kako se pa graf funkcije sinus x nariše? Zdaj mi poznamo par vrednosti. Tukaj je 0 stopinj, tudi nič radijanov. Tukaj je 90 stopinj, v radijanih je to pi polovic. Tukaj je 180 stopinj, tudi pi radijanov, pa 270 stopinj, to je 3 pi polovic radijanov, tukaj pa že zopet 2 pi. 2 pi radijanov, 2 pi radijanov je polni kot 360 stopinj. In sinus je vrednost ta, navpično, kar pomeni, da če to še malo zmanjšam, bo nič. To pomeni, da je sinus od 0 stopinj enako nič, a sinus od 180 stopinj je tudi nič, da sinus od 360 stopinj je tudi nič. To je v bistvu nič, pa pi, pa 2 pi, lahko rečemo, da so ničle pri k krat pi. Se pravi, če moramo mi narisati funkcijo na intervalu od minus 2 pi, rečemo, da je tole minus pi, pa tukaj je lepo minus 2 pi, pa tukaj pi, pa 2 pi. Hkrati vemo, da je vrednost funkcije sinus omejena navzgor z 1, navzdol pa z minus 1. Prav, če je tole 1, pa tole minus 1, so to v bistvu maksimumi in minimumi. Eto, povedali smo, da so ničle pri večkratnikih števila pi. To so ničle, maksimum je pa pri kje? Pri 90 stopinj, tukaj je 1 vrednost. Lahko tudi s kalkulatorjem vtipkamo sinus 90 je 1. Se pravi, pri pi polovic, to je na polovici med nič in pi, je 1. In zdaj že vemo, obliko funkcije pa že poznamo. Tako. To je funkcija sinus x. Kakšne so njene lastnosti? Se pravi, povedali smo, da je omejena navzdol in navzgor za minus 1 in 1. Potem vidimo, da ponekod narašča, ponekod pada. Recimo narašča tukajle, to je od minus pi polovic,
pa do pi polovic narašča, pa pol od tukaj naprej narašča. Kar se tiče sodosti in likosti, funkcija sinus, zato gledamo samo tale konec, funkcija sinus je liha. Sinus x je liha funkcija. Omejeno smo povedali, naraščanje, padanje smo povedali. To je to. Gremo k 36. Tukaj pa vprašanje, kako rešujemo neenačbe višjih stopenj. Zdaj, neenačbe višje stopnje so v bistvu polinomi. Recimo p od x je 3x na 3 plus 4x na 2 plus 2x minus 1, recimo. Dosti lepše pa je, če imamo polinom podan, to je polinom v splošni obliki, enačba višje stopnje. Lepše pa je, če imamo polinom podano v ničelni obliki, recimo x minus 3 krat x plus 2 na kvadrat krat x minus 4. To je enačba katere stopnje, to je 1, pa še 2 je 3, pa še 1 iz četrte stopnje. In zdaj kako neenačbo rešujemo? Recimo, da piše, da mora biti to manjše od nič. Skiciramo si graf tega polinoma. In sicer označimo najprej ničle. X je 3, je ničla lihe stopnje, ker se pojavi samo enkrat. X plus 2, to je nič, kdaj bo to nič, ko bo x enako minus 2, in kdaj bo minus 2, takrat, to je pa sode stopnje. Sode lahko tudi križec naredimo kot sodo stopnje. In pri 4. Tudi nič. Zdaj bi bilo dobro izračunati začetno vrednost. Prav, koliko je p od nič, recimo, da je ta nič 1. A1. P od nič je potem 1 krat nič minus 3 je minus 3, nič plus 2 je 2 na kvadrat je 4 in nič minus 4 je minus 4. Skupaj je to minus krat minus je plus krat plus je 4, prav nekaj pozitivnega, koliko pozitivnega, 3 krat 16, 48. Pomembno je, da je pri nič pozitivno in pozitivno je do ničle. Zdaj, ta ničla, minus 2, je sode stopnje, zato znak ostane isti. Tukaj se pa znak obrne dol, pa tukaj gre tudi gor. In zdaj takoj vidimo, kje je ta vrednost te neenačbe negativna, tukaj vmes. Se pravi med to ničlo, ki smo ji rekli, da je 3, pa med 4. Bi lahko napisali rešitev, da x je element od plus 3 pa do 4. Ničla polinoma je torej tam, kjer seka x os, in ničla polinoma je lahko soda ali liha. Če je soda, v njej graf funkcije spremeni predznak, če je soda ne spremeni, se odbija, če je pa liha, pa spremeni. Se pravi, graf bi nekako takole izgledal. Takole, malo dol, pa zopet gor. Potem naprej, kako zapišemo polinom, smo pa že rekli, da je lahko v splošni obliki, se pravi, to je tako, ax kvadrat plus bx plus c in tako naprej, pač kjerkoli stopnje je, lahko je to na 3, ne. Ničelna oblika je pa to, da napišemo a krat x minus x1 krat x minus x2 krat x minus x3 in tako dalje. To je pa ničla lihe stopnje. In če poznamo vse ničle, recimo, da vemo, da ima ničlo x1 je 4, x2 je 5, x3 je 6, recimo, da je ta tretja stopnja, pa ničlo pač napišemo polinom takole. P od x je a krat x minus 4 krat x minus 5 krat x minus 6 na kvadrat. Če bi bilo pa tukaj minus 6, bi pa dali tukaj plus 6. Se pravi, kdaj je to nič. Lahko napišemo v ničelni obliki ta naš polinom. Pri polinomih je zelo pomemben tudi Hornerjev algoritem. Recimo, če imamo polinom 3x kvadrat minus 4x, pa dajmo še tukaj 2x na 3 zraven, plus 3x kvadrat plus 1. Hornerjev algoritem pomeni, da napišemo te vodilne
te koeficiente, ne samo vodilnega, ta je vodilen, ki je pri najvišji stopnji, ampak vse. Takole. 2, 3, -4 in 1. In zdaj lahko iščemo, je nekaj ničla ali ni ničla. Recimo, če me zanima, ali je 1 ničla tega polinoma. Dvojko prepišemo in gremo. 1 krat 2 je 2, 3 plus 2 je 5. 1 krat 5 je 5, -4 plus 5 je 1 in 1 krat 1 je 1 in je tukaj 2. Se pravi, če bi imeli ta polinom, je vrednost polinoma pri 1 enako 2. Ta Hornerjev algoritem nam pove, koliko je vrednost. Hkrati, če bi imeli pa recimo polinom malenkost drugačen, da bi tukaj dali ničlo, ne ničlo, da bi tukaj dali -1, poglejmo, kaj bi se pol zgodilo. Potem bi pa na koncu dobili -1 plus 1 enako 0. In v tem primeru bi bila potem 1 ničla polinoma. Hkrati pa vemo, da če bi polinom 2x, se pravi ta začetni polinom, delili z, se pravi pa od 1 je 0, če bi ga delili s polinomom x minus 1, zakaj x minus 1? Takrat je za 1 ta vrednost 0, bi dobili količnik tale. Hornerjev nam pove, kaj dobimo z deljenjem. Se pravi 2x na 3 plus 3x kvadrat minus 4x minus 1 deljeno z deljeno z x minus 1. Glejte, če to delimo, uradno delimo tako, da vodilne koeficiente delimo z drugim. 2 pa je 2x kvadrat. 2x kvadrat krat x je 2x na 3 minus 2x kvadrat, pa odštejemo, se pravi prištejemo nasprotno vrednost. Eto pa imamo recimo 5x kvadrat minus 4x minus 1. In gremo naprej. 5x kvadrat deljeno z x je plus 5. Zopet množimo. 5x. Zopet množimo. Gremo 5x krat x je 5x kvadrat. Pa minus 5x. Zopet zamenjamo predznake, seštejemo, se zopet izniči in dobimo x minus 1 in pa gremo še x minus 1 delimo z x minus 1, deljeno z x je pa 1 in zdaj, če to pomnožimo, dobimo isto in ko seštejemo, ostane k 0. Ampak, a vidimo, tele številke, to je krat x na 0, krat x pa krat x kvadrat je ravno to, kar je tukaj. Hornerjev algoritem torej uporabljamo lahko zato, da izračunamo vrednost funkcije v neki točki x. Če je ta vrednost 0, smo tako dobili ničle in Hornerja dejansko iščemo za ničle, hkrati pa lahko s pomočjo njega tudi delimo z polinomom prve stopnje, se pravi s takimi linearnimi delčki. Gremo na racionalno funkcijo. Kaj je racionalna funkcija? Racionalna funkcija ima vedno obliko ulomka, ker racionalno število je ulomek in racionalna funkcija je funkcija v obliki ulomka. Recimo a na ax ulomljeno z bx. No, imamo pa naslednje vprašanje. Definiraj, se pravi, definicija je pač to, da delimo. Kaj je ničla in kaj pol? Ničla je tam, kjer je števec, torej a od x enak 0. Pol in pol, ničla pomeni, da bo naša racionalna funkcija sekala os x. Pol je pa tam, kjer je navpična asimptota, to je pa takrat, ko je imenovalec enak 0. Zdaj pa, kako se obnaša graf racionalne funkcije daleč od oglišča? Ja, gre proti vodoravni asimptoti, se pravi, če imamo mi neko vodoravno asimptoto, ko bo šel x v neskončno, se bo tej vodoravni asimptoti približeval. Iz kjerekoli strani že.
kako se graf racionalne funkcije obnaša v bližini pola in v bližini ničel. Se pravi, pri polu se tudi približuje, kot asimptota je pol, bližini ničel, ja, zdaj, če je ničla prve stopnje, gre graf skozi, če je pa ničla druge stopnje, se pa odbije. Najboljše, da pogledamo en primer. Recimo, če imamo q od x je x minus 1 na kvadrat krat x plus 3 lomljeno z x minus 2 na 3. Ničla je kje? Ja, ničla je v našem primeru pri 1 in sicer je sode stopnje in pri minus 3, ta je pa prve oziroma lihe stopnje. Pol je pri x je 2, tretje stopnje, torej lihe stopnje. Kaj še lahko ugotovimo? Lahko izračunamo še, kolikšna je začetna vrednost. Q od nič. V bistvu minus 1 na kvadrat krat minus 1 plus 3 je 2, lomljeno z minus 1 minus 2 je minus 3 na kvadrat, je to 1 krat 2 lomljeno z 9, se pravi 2 devetine. In zdaj poskusimo to narisati. Ničla je torej pri 1, in to je sode stopnje, si označimo zraven, tako tudi križec naredimo, ker je sode. Pri minus 3 je lihe. Pol je pa pri 2. Tako. Pri nič smo ugotovili, da je vrednost 2 devetine, to je nekaj pozitivnega. Gre do ničle, ker je ta ničla sode stopnje, gre naprej. Druga ničla je pri minus 3, ta je lihe, zato se tukaj znak obrne. In pol je pa sode stopnje, zato ostane znak naprej. Tukaj imamo že zdaj potem reševanje racionalnih neenačb. Recimo, da bi mi imeli, kje je ta q od x večji od nič, samo pogledamo, kje je preznak plus. Če pa bi ga narisali takole, se pravi, polu se približuje in vodoravni asimptoti se tudi približuje. Tukaj gre pa takole, pa do ničle, malo gor, pa tukaj dol, pa tukaj dol. Eto, to bi bil graf racionalne funkcije. Torej, kje spremeni predznak? Tam, kjer je pol ali ničla lihe stopnje. Če je sode stopnje, se pa ne spremeni predznak. No, še dve vprašanje imamo. Najprej, kaj je to odvod? Kaj je odvod funkcije? Kaj je geometrijski pomen? Če imamo funkcijo in narišemo v neki točki tangento na to funkcijo, zdaj vidimo, da ta tangenta se spreminja, njena strmina. In ravno to je pomembno. Strmina, se pravi, če je to k krat x plus n kot premica, je ta k v bistvu vrednost odvoda v neki konkretni točki. In zdaj že vidimo, da je v teh maksimumih pa minimumih odvod enak nič. Rečemo, da so to stacionarne ali ekstremne vrednosti. In si s tem tudi pomagamo, če hočemo najti, kje je od maksimum, pogledamo, kje je odvod nič. Pri odvajanju pa si pomagamo s pravili. Okej, tole so pravila za odvajanje, se pravi, vsoto odvajamo tako, da odvajamo vsako funkcijo posebej. Produkt odvajamo tako, da odvajamo prvo funkcijo in pomnožimo z drugo, potem pa prištejemo prvo krat odvod druge. Količnik odvajamo tako, da odvajamo števec in ga pomnožimo z imenovalcem, potem pa minus števec krat imenovalec, vspodje pa druga funkcija, tista v imenovalcu na kvadrat. To je pa odvod sestavljene funkcije. Zdaj, če moramo recimo mi dobiti odvod funkcije pomnožene z takole, dajmo, z nekim številom, kako bi zdaj to odvajali? Ja, zdaj, če gremo to odvajati po pravilu produkta,
pomeni odvajaj trojko in pomnoži z x na 3 plus 2x plus 1, potem je plus, prepiši prvo in odvajaj drugega. To je pa 3x kvadrat plus 2 plus nič, ne? In imamo zdaj 3 krat, odvod od 3 je nič, to pomeni, da tega dela ni, in ostane kar 3 krat 3x kvadrat plus 2 noter in bi bilo v tem primeru 9x kvadrat plus 2. Kaj pa je načeloma odvod od k in funkcije? Ja, k krat odvod funkcije. Se pravi, k številko prepišemo in odvajamo.